svojim okrog. Lepo zdrav, še v mojem imenu. Pripravila sem več vprašanj, sem sociologinja po svoji stroki, zato so vprašanja tudi bolj naravnana na ta delik. In sicer eno izmed vprašanj, ki sem ga že delno lahko prečrtala, je ta, da kot sociologinja večkrat prisluhnem javnemu mnenju občanov in včasih se ujamem tudi v konfliktu z ljudmi, včasih celo s kakšnim prijateljem, ki so mnenja, da Zagorjani ali pa kar Matjaž Pagan ali pa Uroš Macerji nagajajo nam Trboveljčani. Ste tudi vi tega mnenja oziroma sprašujem vas, ostale, gospa Fortejeva je tukaj nedvomno že odgovorila, da je pripravljena sodelovati s tem medijskim odborom, ali ste ostali tudi pripravljeni sodelovati s civilno pobudo, ekokrovom, zagorskim županom oziroma tudi hrastniškim in iskati najboljše rešitve v odpravljanju obstoječega stanja. Hvala za vprašanje. Jaz bom rekel, da tudi zdaj smo plodno sodelovali. Jaz bom rekel, da tudi prej je bilo omenjeno dejstvo, da smo že predegradirano področje, to še ni res, mi smo zdaj trenutno v pripravi vseh postopkov za zmanjševanje PM10 delcev. Jaz verjamem, da je bil tudi ta sestanek na Ministrstvu za okolje, kjer smo skupaj s kolegom Jeričem dosegli, da bo ta kontekst za zmanjševanje teh PM10 delcev in pa tudi možnosti za določitev tega degradiranega področja vključili tudi občino Hrastnik. Vsekakor delo gospoda Macerja v fazi, ko pride na pogovore, ni nagajanje. Jaz sem se pripravljen z vsakim človekom, tudi zdaj sem bil pripravljen za to pogovarjati, sploh konkretno na posamezna vprašanja in tako bo tudi v prihodnje. Kajti poznali sem bil potem, če malo populistično, vsaj enkrat v življenju nastopim, da tudi pisarno bi se njemu s filtrom, se pravi stajnica. Gospod Macer, v vsakem primeru, kdorkoli, karkoli dobrega misli za občino Trbovlje, dobrodošli. Hvala. Zastavljeno vprašanje je zame, mislim, da ne rabim odgovarjati, ker civilna družba, ljudje, ki trpijo, veste, da sem zdravnik, ki se ukvarjam z rakom, to, kar gledam, da je od 20 napotenih, jih ima 8 raka, pa to je grozljivo. Da slišimo v bolnišnici porast levkemij, limfomov, pa ni vprašanje. Ali ni preveč bilo 9 let, da ni bilo posluha? Jaz naslogan je zadnji cajt, tudi zaradi naše ekologije. In sigurno je civilna javnost tista, ki mora biti tvorna, ki mora dati pobude, ki mora aktualno politiko spodbujati, jo buditi. In mi je samo žal, da je danes leto 2010 in da se danes o tem pogovarjamo. Ali imamo konsens za sodelovanje? Bilo je leto 2008, bilo je leto 2006, bilo je leto 2001. Bila sta 2 državnozborska cikla, bila sta 2 mandata tekoče vlade, občinske, lokalne. In danes se pogovarjamo. Mislim, da je to vprašanje zame povsem odveč. Problematika zasavskega okolja je problem Zasavja in se lahko samo na nivoju vseh 3 občin skupaj rešuje. To je odgovor, konkretno odgovor. Druga stvar pa, ne bi si pa želel, da bi se določene teme sprivatizirale v kakšne drugačne politične kampanje. Predvsem bi pa želel upozoriti, da v Zasavju imamo več onesnaževalcev. To ne odmikam pozornosti stran od Lafargea, ki je več kot očiten eden tistih primerov, ki je zelo problematičen. Želim samo povedati, da je več takih primerov. In hkrati po 3. točko ne želim, da bi se pod krinko skupnega zasavskega projekta skrivalo in prelagalo odgovornost drug na drugega. Prav je, da skupaj rešujemo problem in hkrati vsak zase, še posebej tisti, ki imamo možnost vplivanja direktno na ministre, ki sedijo v vladi, ki odločajo, ker to pomeni nič drugega, kot da lahko vse skupaj samo hitreje.
No, jaz bom poskušala direktno odgovoriti na vprašanje. Ravno gospod Dobrlet je tista profesorica, ki je kriva za to, da sem se podala v, bom rekla, študij socialnega dela in kasneje tudi sociologije. Jaz sem po naravi zelo odprt človek in moje preteklo delo kot županja sicer še nisem bila, se še nisem mogla preizkusiti, ampak kot poslanka Državnega zbora pa sem bila vedno odprta na dialog s civilno družbo. Človek, ki sedi v pisarni, preprosto ne more drugače dobiti informacij z terena kot na način, da se pogovarja z ljudmi, ki imajo težave na terenu. In moje delo je v glavnem pomenilo na tem in absolutno tudi v prihodnosti. Jaz vidim ne samo, bom rekla, ta povezovanje segment s civilno družbo, ampak neke vrste tripartitno razmerje med politiko, pa če hočete občinsko politiko ali regijsko politiko. Ne nazadnje, se tukaj ne gre samo za, bom rekla, problem župana občine Trbovlje, gre za problem vseh treh občin. Na drugi strani je stroka in seveda kot tretji segment v tem tripartitnem razmerju absolutno civilna družba. V preteklosti jaz nisem videla težav niti z gospodom Macerlom, niti z gospodom oziroma z ostalimi iz ekokroga in prepričana sem, da kolikor bomo znali, pa ne glede na to, kdo bo župan prihodnja 4 leta, prisluhniti potrebam z terena, potem jaz verjamem, da bomo znali na prav način pritisniti tudi na tiste, ki so odgovorni na državi. Najlepša hvala za